Torej, tu imamo intervju z MK-jem pred koncertom predstavitvi njegovega novega CD-ja. Najprej me zanima, če se ti danes da, če si razpoložen. Sem, stari, sem. Čeprav bi si marsikdo mislil nasprotno, ampak sem kar razpoložen. Zdaj, mogoče, če bi lahko najprej nam na hitro povedal, kaj je sploh rdeča nit ali pa sporočilo te tvoje nove plate. Sporočilo je to, da imajo ljudje napačne vrednote in da je skrajni čas, da se malo zamislimo nad sabo, zakaj se borimo in da v bistvu je floskula, da denar ni vse, ampak je to res, ker ko ga imaš enkrat, pol vidiš, da so druge stvari bolj pomembne v življenju. Tako da, to je v bistvu znajdi se oziroma najdi se. Kaj pa mogoče dosti zanimiv art je tega novega CD-ja, kaj pa je to, kdo ti je to delal, je to tvoje delo ali kaj? V bistvu celi CGP, torej celostno grafično podobo, ima preko Nenad Cizl, a.k.a. Housemeister, stari, veš, on je bo forever. On je tak, veš to, ko priješ enkrat v tekoči kruh, je to tako mafija, pa si enkrat not ven ne moreš več, ne, veš. In tak je Nenad zdaj tu noter padel in pač za vse dela stvari in svakamo čast kralje, stari, res, ne, tako da. No dobro, rap pa hip-hop sta vedno imela neko družbeno kritično morda noto, tudi pa se je mogoče zadnji cajt zdelo na slovenski sceni, da ne bo toliko tega, ampak bo šlo za to, kdo je boljši, kdo je močnejši, kdo bo koga prefukal, ne, ampak zdaj tudi skozi tvojo plato se mogoče spet vidi, da gremo spet v to, da se pove nekaj, kje vidiš probleme, kje vidiš napake. Kaj pa imaš v tem kaj za povedati? Tako ti bom rekel, ne, fora je v tem, ne, da itak, ko si malo mlajši, te pač druge tematike zanimajo, pa postaneš starejši, pa začneš razmišljati za svojo glavo in vidiš, da se ne moreš samo kurčiti celo življenje, ne. Se pa ne strinjam s tabo v tej točki, da je šlo vse nekam, ker obstajajo eni ljudje, ki delajo ene stvari, drugi pa druge stvari in vedno je tak, naprimer, ne, jaz mislim recimo, če hočeš čisto konkretno imena, da Atila pa Doša, ne, bo ta vedno delala hardcore rap, bilo kaj se bo zgodilo, veš, kaj ti hočem povedati, ne, in ona dva bo ta ena izmed, dobro pa zdaj Mrigo pa Get, pa še milijon je takih ljudi, ne, ampak obstajajo ljudje, ki delajo en žanr rapa, recimo temu, pa ljudje, ki delajo drugi žanr rapa, ampak je še vseeno vse rap, ne. Ki pa bi mogoče sebe bolj našel, ne? Jaz sem oboje, stari. Jaz se ne predalčkam in sem odprt za vse. Zdaj v Šmornu si enkrat omenil, da staviš, da bo vse razmetalo, ko date novo plato ven, ampak je mogoče malo zvenelo, kot da govoriš o tekočih, a ne, zdaj pa me zanima, je to ta plata ali si govoril še o čem drugem tam? Ne, govoril sem o novi plati od tekočih kruh, tako da tega še ni, bo pa in vas bo razmetalo, obljubim. No, super. Kaj, mogoče se tudi malo zgleda, kot da imaš nekih bifov, ki bi jih rad razčistil tako skozi besedila, tudi se mi zdi, a bi kaj o tem? Bife imamo vsi po mojem lifeu, veš kak je to, ne. Drugače pa nimam, stari, kaj ekstra za razčiščevati, jaz si pri sebi v glavi razdelam stvari in je to to in jaz vem, zakaj kaj naredim in za tem stojim in v bistvu si nimam kaj razčiščevati, tako si me vprašal to. Ja, samo mogoče bi se kdo lahko kar hitro najdel v katerem tvojem besedilu, a ne, v bistvu. To je tudi namen, ne. Veš, rapam za folk, stari, saj ne rapam za sebe, ne. Kaj pa mogoče danes, koliko je folka se pričakuje to, kaj? Po moje, da bo enih 50 več jih tako ne. To pa ne verjamem. Ne vem, bomo videli, jaz upam, da bo polno, da se bomo imeli fajn, v bistvu se ne obremenjujem preveč številkami, razen to, da mi je Srki rekel zdaj, da jih imam preveč za VIP, da bomo zrušili gori balkon, tako da to še moramo zrihtati, pa je to to. No, super, a ja, sem kaj pa že to, sodelovanje na plati, pa to, s kom vse si sodeloval, koga bi mogoče posebej izpostavil? Ja, moram povedati, torej znajdi se, produciral J.K. Soul iz Portoroža, celo plato vse bite on naredil, drugače so pa gosti Polona, Mito, Get, Mrigo, Tropski, Drill, pa moj foter Boki, meni se zdi. Tako, stari rapa, pri 56, ja, moraš videti. Super, najlepša hvala.